Draga rumena družina, mi smo trenutno v Umagu, kjer so se seveda začele priprave nogometnega kluba Domžale. Z mano je Grega Karmavnar, tehnični direktor. Grega, Domžale že 7. leto prihajajo v Umag. Zakaj tako radi prihajamo na hrvaško obalo? Razlog je samo eden, pogoji za treniranje in nič drugega. Fantje se tukaj odlično počutijo, logistično je blizu Slovenije, meja je blizu in tudi z tega vidika je za nogometno moštvo najbolj primerno, da se odpravi na priprave v Umag. Igrišča so odlična, hotel je zelo dobra, hrana je podobna kot v Sloveniji, kar je tudi lažje za prilagoditev za fante in tudi s podjetjem, s katerim sodelujemo, zelo dobro sodelujemo in tudi že oni poznajo naše potrebe in je vse skupaj tudi že lažje. Zdaj, Domžale imajo en tak zanimiv princip. Te priprave so v bistvu v 2 sklopih po 6 dni. Tega ne počno mnoge ekipe. Zakaj v Domžalah tako? Ja, to je čisto strokovna odločitev trenerjev. Nekako je to pri nas uvedel še Simon Rožman, pa smo potem tudi to zadržali z eno izjemo lanskega leta, ker zaradi covida smo šli le enkrat. Stvar je potem, da se fantje pač bolje počutijo, ko po 5 dneh gredo malce domov k družinam v domače okolje in se potem za en teden doma in potem naslednjih 5 dni zopet pridajo skupaj. Iz samega vidika lažjega preživljanja teh težkih treningov, tega skupnega časa, da se ne naveličajo eden drugega, se malce razbije na 2 tedna z enotedenskim odmorom vmes in načeloma to čisto strokovna odločitev trenerja. Se pravi, čeprav razumem, nekako so v teh 6 dneh bolj skoncentrirani, potem mogoče bi padla malo koncentracija, pa ponovno potem 6 dni. Tako je, bistvo je to. Druga stvar je tudi, da ponavadi po 5-6 dneh je potrebno fantom dati en dan frej in zakaj bi ga preživeli skupaj v tem hotelu, če lahko izkoristimo možnost, da grejo malce vmes domov, kjer si bolj napolnijo baterije. Zdaj, takole na laično oko rečeš super, moštvo gre v hotel, malo potrenira in to je to. Ampak verjetno priprave enih takih priprav niso tako enostavne. Kaj se sploh dogaja zadaj, torej behind the scenes, koliko ljudi je vpetih, koliko ljudi je dejansko tukaj, kako se sploh organizirajo ene take priprave? Ja, moram reči, da zdaj po tolikem času, ko sem že jaz pač pripravljen oziroma organiziran te priprave za naš klub, je to že kar precej usklajeno in gre zelo hitro. V osnovi, če pa pogledamo, je po štartu potrebno veliko pogovorov z strokovnim vodstvom, predvsem kakšne so potrebe, kakšne so želje, koliko teh želja se da uresničiti in potem je faza planiranja zelo pomembna. Se pravi, tisti del, ki se ga naredi doma, torej od načrtovanja dnevnih zahtev trenerjev, se pravi dnevnega urnika in potem prilagajanje vseh stvari dnevnemu urniku, delanje urnika, spiskov, roominga, se pravi, kako bodo fantje po sobah, spraševanje fantov, kdo bi bil s kom v sobah in potem vse to, če se dobro splanira, ni potrebno veliko improvizacije tukaj. Seveda pa je to kar ogromno enega dela in ogromno poznavanja tudi načina treniranja, načina funkcioniranja ekipe, zato da lahko vse skupaj uskladimo v neko enoto in da to potem usklajeno teče in da je čim manj težav, ker bistvo vsega organiziranja je, da fantje imajo čisto glavo oziroma da nimajo niti ene težave z logistiko, z nastanitvijo, z hrano in da oni lahko razmišljajo samo o treningu. Ja, saj to je verjetno najbolj pomembno, da so samo pri stvari, torej pri tem, da bo začetek nove sezone kar se da dober. Koliko ljudi je tukaj? Govorim o tistih, ki niso igralci. Ja, tistih, ki niso igralci, imamo tukaj, se pravi, 3 fizioterapeute, imamo enega ekonoma, imamo 5 trenerjev, plus leto še dodatnega kondicijskega trenerja in jaz, ki skrbim za samo logistiko. Zelo velika pomoč pa je seveda tudi
zunanja pomoč organizatorja priprav Before, s katerimi pa zdaj že res redno in zelo kakovostno sodelujemo. Skratka, lahko rečemo, tukaj v Umagu je vse tako, kot mora biti, da bodo Domžale dobro začeli novo sezono. Mi smo se potrudili, da imajo fantje vse, kar morajo imeti, zdaj pa na njih, da naredijo, da bo nova odlična sezona. To je pa tako bolj laično vprašanje. Fantje, ki jamrajo, je kaj težav s težkimi nogami? Ja, zdaj pa že malo. Tako, dragi pristaši rumene družine, mi bomo v Umagu posneli še marsikaj zanimivega, tako da boste dejansko videli, kako potekajo priprave nogometnega moštva. Zato sledite našim objavam na vseh družabnih omrežjih.